Še ena deklica potrebuje vašo in našo pomoč. 2-letna Lora iz Novega mesta trpi za izjemno redkim sindromom Gant, ki ga ima le približno 400 ljudi na svetu. Zaradi njega ne govori, ne hodi, težko je, pije. V prihodnje bi lahko imela tudi težave s srcem. Vendar obstaja upanje. Starši so se uspeli dogovoriti za razvoj zdravila v Avstraliji. Gre za inštitut, kjer so razvili gensko terapijo za dečka Urbana z zelo podobnim sindromom, da bi lahko malčici, pa tudi drugim otrokom s to boleznijo omogočili zdravilo, pa potrebujejo -1 milijon evrov. Tjaša Dogolin. Kako da si bravo, velika, bravo, kaj pa ljubčka? Prepričana, da sta povila povsem zdravo deklico, sta Rebeka in Jernej svojo edinko sprva brezskrbno uživala. Dokler nismo pri 3 mesecih ugotovili, da Lora ne sledi žogici ter da ne dviguje glavice. Iz razvojne ambulante so jih napotili na pediatrično kliniko, kjer so Lori z magnetno resonanco glave in genetskimi preiskavami pred 2. rojstnim dnevom potrdili redek sindrom Gant. Svet se jima je sesul. Še posebej, ker ko ti reče, da otroku ne moreš praktično pomagati, da ima zvezane roke, da zdravila ni. Lora ne bo mogla narediti samostojno prvih besed, prišla mogoče do prvih korakov oziroma uživala v preprostih stvareh. In kot mamica mi je zelo težko jo gledati, ker se bori z boleznijo. Po hudem začetnem šoku pa sta začela raziskovati in ugotovila, da zanjo vendarle obstaja možnost. Boš pa za svojega otroka vse naredil. Povezala sta se z najboljšimi raziskovalci na področju genske terapije v Sydneyju. Se pravi, ekipa je enaka kot ki je razvijala gensko terapijo za slovenskega dečka Urbana. Ugotovili smo, da tudi gen od Lore je zelo podoben genu od dečka Urbana. Tako da mislim, da je res velika možnost, da se genska terapija uspešno razvije. Pa tudi hitreje in ceneje potrebujejo -1 milijon evrov in za pomoč sicer s težkim srcem prosita Slovenijo. Smo do sedaj zbrali nekaj preko 100 000 evrov. Smo odprli SMS-e, možne so tudi donacije z nakazilom na transakcijski račun. Poleg tega lahko raznim podjetjem omogočimo tudi donatorske pogodbe. Zdravilo bi deklica prejela v Sloveniji. Glavico bojo zvrtali luknjico in potem bojo ustavili enkratno dozo. In kjer bo v tej dozi bo ta manjkajoči del gena. Tako, tudi ja. Tako. Imela bi boljše življenje, normalno življenje. Pa ne le ona. Želimo razvoj zdravila pripeljati do te točke, da bo zdravilo dostopno prav vsakemu otroku Slovenije s to redko gensko napako. Ta hip jo ima pri nas vsaj še en otrok, gre za 7-letnega fantka.